Občina Ljutomer je ta teden podpisala največjo pogodbo v tem mandatu, vredno več kot 1 milijon evrov, in sicer za izgradnjo kanalizacijskega omrežja za del naselja Cven in Krapje. Kot najugodnejši ponudnik je bilo podjetje Legartis, ki je pripravljeno ta projekt izpeljati po ceni v višini 1.044.414,76 evrov. Finančni in pa strokovni nadzor bo znašali stroški 5.700 evrov, izvajal ga bo ProPlus iz Maribora. Kar se tiče finančne konstrukcije, bo tukaj občina zagotavljala pokritje teh izdatkov nekaj iz 23. člena zakona o financiranju občin. To je v višini 160.261 evrov in pa povratnih sredstev 240.000 evrov. Glede na to, da gre za veliko investicijo in ker trenutno ni nekih evropskih razpisov, ki bi podpirali izgradnjo kanalizacijskih omrežij, bomo seveda tudi najeli kredit v višini 500.000 evrov. Zagotavljam, da bomo projekt izvedli strokovno in v rokih, kateri so v pogodbenih rokih. V tej priliki bi se rad zahvalil občini za izkazano zaupanje, da so nam zaupali ta projekt, in bi pa tudi pohvalil občino, da je ena izmed redkih, katera, bom rekel, izvede tak veliki projekt v teh časih v takem znesku. Moram reči, da verjamem, da bodo naši strokovnjaki uspešno nadzirali to gradnjo in mogoče tudi, ko bo potrebno, če bo potrebno, tudi pomagali razrešiti kakšen problem na terenu. Saj imajo ti ljudje, ki so za nadzor predvideni, veliko izkušenj, tako v Sloveniji v zadnjem času, pa tudi na hrvaškem področju. Tako da mislim, da so vsi pogoji za uspešno delo dani, zdaj je samo na nas, da jih tudi mi nekako uspešno opravimo. Mogoče še v informacijo, da je bilo dejansko, ker je bila v naši obvezi tudi analiza prispelih ponudb, da je bilo podanih 6 ponudb, od katerih je bila ponudba izbranega izvajalca bistveno najugodnejša. Tako da mislim, da je tudi glede na to, da so ta sredstva vsekakor zagotovo težko zagotovljiva, tudi sreča, da je bila cena tega ponudnika ugodna, ker so bile cene nekatere višje celo tudi 100%. Del Cvena kanalizacijo sicer že ima, zdaj pa bo zgrajenih še okoli 8 kilometrov kanalizacije. Del je že bil izgrajen pod sistemom C, no tu pa je zdaj tudi, bom rekel, drugi del, ki pokrivlja spodnjo in gornje Krapje in tudi del Cvena. Začetek del je predviden takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja pa je sorazmerno kratek. Predvideva se, da se ta investicija konča v novembru 2017, pravi letošnjo leto. Prav tako letos, morda že konec oktobra, pa naj bi na osnovni šoli Stročja vas z novo pridobitvijo razveselili učenko, ki je na vozičku. Občina Ljutomer je namreč v sredo podpisala tudi pogodbo o dobavi in montaži dvižne ploščadi. Kot najugodnejši ponudnik je bil sredi julija izbran Kaster Dvigala d.o.o. iz Maribora in vrednost te dvižne ploščadi in aluminijastega jaška, ki bo zaprt z varnostnim steklom ter drugim spremljajočimi stroški, skupaj znaša 29.499,60 evrov. Seveda je osnovna šola tukaj, kot sem že dejala, organizirala kar nekaj koncertov, zbirala tudi zamaške in zbrala 16.000 evrov. Razliko oziroma 15.000 evrov pa smo zagotovili v proračunu za letošnjo leto. Skupaj starši smo vsa leta, zdaj že 2 leti, aktivno se vključevali v to, da bi omogočili lažji prehod v višje nadstropje. Do sedaj je potekalo delo bolj ali manj v spodnjem nadstropju. Sedaj pa prehaja na predmetni pouk, bomo rekli po starem, kjer se začenja pouk, tudi v specializiranih prostorih, in seveda, da se omogoči vsem enake pogoje, je prav, da se omogoči to tudi njej. Imamo na šoli klančino, sanitarije so prilagojene, ampak prehod v višje nadstropje pa ni. Zato smo se odločili, ko je pač se pojavila Kaja, da ji pomagamo s tem. Koncert, kakšen dobrodelni smo izvedli, tudi s pomočjo športnega društva, enega tudi sami. Akcije zbiranja zamaškov
zamaškov, donacije smo zbirali od podjetnikov, tako da na tem mestu je prav, da se zahvalimo vsem, ki so kakorkoli prispevali, tudi s kakšnim drobnim zamaškom k temu, da se sedaj prišlo do te realizacije. Skupaj z ravnateljico smo tudi predvsej predelali projekt in našli, mislim, eno lepo lokacijo, kjer bo dvigalo. Hvala Bogu je šola grajena na način, da to omogoča z manjšimi gradbenimi posegi, kar pripomore tudi k nekoliko nižji investiciji in lažji izvedbi. Potrudili se bomo, da bo projekt maksimalno dobro izveden, ter da bo dvižna naprava služila namenu. Malo bi še mogoče razširil uporabo, verjetno bo uporabna tudi za starejše ljudi, ki težje hodijo, ki pridejo na obisk, starše, babice, detke, pa tudi kako mamico z vozičkom, tako da ni čist mogoče tako oska uporaba. Jeseni lahko prebivalci občine Ljutomer torej pričakujejo kar 2 pridobitvi, ki jim bosta življenje precej polepšali.